Ta del tlele je najbolj zajeben, ker je najbolj globok. Boš prešvican, namazan od kreme, vrst masten in za piko na i so vzuni še te gadni in tečni sandflyi. Dobrodošli v zgodbah iz Nove Zelandije. Midva še vedno raziskujeva južni otok in se nahajava vmes med delom. In v bistvu se počasi premikava proti severu južnega otoka. In v naslednjih nekaj vlogih bova raziskala zahodno obalo, ki pravijo, da je prečudovita. In trenutno sva se ustavila pri jezeru Haveja, tukaj sem na eni lepi razgledni točki. Mava pa res eno tako ikonično cesto pred nama in pa en prelaz naju čaka, pa poln pohodov. Zahodna obala Nove Zelandije se skriva za južnimi Alpami in vstop v ta del poteka čez 3 glavne prelaze. Arthur Spes, ki sva ga obiskala kakšen mesec kasneje, Louis Pes, ki naju je popeljal v zimskem času do najinega 5-mesečnega doma, ter Hast Pes, ki si ga bomo ogledali danes. Hast pas je dobil svoje ime po izumrlem Hast orlu, ki velja za največjo ptico v jedu, ki je kadarkoli živela na našem planetu. Hast orel je imel razpon kril kar 3 metre, samice pa so tehtale tudi do 15 kg. Za primerjavo je tukaj Cindy. In še nekaj drugih slik za predstavo. Skupaj s prvimi Maori je Hast orel odgovoren za eradikacijo moe, tistih žirafi podobnih ptičev, o katerih so več spregovorila v vlogu 13 na Slow Pointu. Moje so bile namreč njihov glavni plen, Hast orli pa njihov edini plenilec, saj je bila to edina žival, ki je bila dovolj velika, da jih lahko upleni. Je pa zanimivo, da je Hast prelaz od prej naštetih najmanjši, čeprav je poimenovan po največjem orlu. Boh ne dej pa počaka, ti kar naprej rineš. Se te mojel, boš ti videla? Kakor lahko vidite, pač porastil okrog mene oziroma okrog naju. Spet prihajava v ta zelo džungelski del, ko bi človek temu rekel, ta Jurassic Park varianta. To je v bistvu že indikacija, da se premikava zopet v bolj deževen predel. Zdaj, sam West Coast oziroma zahodna obala Nove Zelandije slovi po temu, da je izredno, ampak izredno deževna. Tako da tudi sama izkušnja tam zelo zavisi od vremena. Zdaj, je noro lepo, če je sonce, po drugi strani imaš pa lahko zelo nesrečo in te cel teden pere z, ne vem, tudi do 120 ali pa 240 mm padavin na dan, tis pa ni flitan. No, Ponč, tako bo zdaj tvoj nov življenje klele na West Coastu. Se pravi, 2 pohoda na dan, enega dopoldne, enega popoldne. Luštano, ne? To je v redu, dokler me ne peleš na une 4-dnevne, sem jaz good. Imajo tudi take, 3-4-dnevne pohode, ampak mislim, da v ta 2 pohoda, tako od 1 do 2 uri na pohod, čisto v redu. Mislim pa, da je mogoče na tej točki tudi smiselno povedati, kaj zdaj fora, da mi ne greva na te 3, 4, 5, 6 dnevne hajke. Ni toliko, da midva ne bila fizično pripravljena, to bi verjeten še shendlala. Težava se skriva drugje. In sicer v največji meri je problem oprema, ker pač bi mogla ful ene dodatne opreme kupiti, rabila bi šotor, rabila bi pač kupiti ta velik backpacking kruzak, ki seveda je leta doma ostal, pač ga ne nosva sabo. In ali bi mogla pa neke koče rezervirati, ki so pa lahko tudi že v cel letu naprej rezervirane, plus drage so baje, tako da. Na vrh sva! Prelaz Hast s 562 metri predstavlja najnižji prelaz južnih Alp.
Je pa v bistvu ta prelaz hkrati tudi meja med regijama Otago in pa West Coast. Tako da zdaj vstopava v West Coast. Sam prelaz drugače ni pretirano zanimiv, tudi razgled iz vrha je dokaj poprečen, ampak malo za sprehoditi noge je bilo v redu. Je bil pa zato naslednji pohod toliko bolj zanimiv. Midva se ne dava in sicer zdaj greva na pohod do modrih bazenov, kjer bi mogla prečkati 2 mostova. Ampak DOC, Department of Conservation, se je odločil, da bo le teh 2 mostova zaprl, ker sta pa je prestara in preveč znucana. Verjetno še nikoli niso bili v Idriji pa na naših cigomostih. Oni ne vejo, kaj so stari mostovi. Me prav zanima, kako bo to izgledalo. Ampak, če je voda dosti nizka, lahko reko brez problema tudi prečkaš. Pač malo se slečeš pa prečkaš reko. Tako da bomo videli, kako bo to šlo. Midva sva se pripravila, to pomeni, da Soni je nažalost ostal doma. Res je. Dron, Bumbar je ostal doma. Stari dobri prijatelj GoPro bo pa končno malo bolj v uporabi, ker zdaj je malo dileme, ker zdaj, če je to samo tok vode, malo čeveljčki noter, to bomo že preživeli. Imamo tevike in smo v redu. Ampak pravijo, da je lahko voda visoka tudi več kot 2 metra, tako da... Ja, tis pa, če bova mogla plavati čez, imava tudi kopalke, mimogrede imava tudi kopalke, če bo treba plavati čez, je to pa poj, rabaš bolj vodoodporne stvari. Zdaj, glede na to, da sem jaz imel vmes še nesrečo s telefonom in sem ga mogel menjati in sem mogel začeti uporabljati ta starega, ki ima počen ekran, daš lepo v rečko. Zdi prečka za sendvič, zveri prvo pride. In gremo na pohod, tako da polno pripravljena. Pa kvaj to, no jaz se počutim kaj čeh tlele s telimi patikami na pohod. Si čeh. Čudno je, čudno. Zdaj jaz ne vem, no, ampak vsi teli ljudje, ki hodijo mimo naju, so precej mokri. Malo so mokri, ja. Zdaj se še smejiva, po mojem se kmalu navajo več. Verjetno res. Prispela sva do prvega visečega mosta in takrat je zaprt. Iskreno povedano, kako se nam je zdelo, nič mu ne manjka. Dej, ta most, no, come on, v Sloveniji imamo veliko slabše cigomoste, pa so odprti. Ampak mogoče so dodali čez, ker ljudje kar pridno lezejo. Ampak je tam kar do bokov veliko, no, ni tako malo. No, ampak ni 2 metra, tako da imava kar srečo. Gremo čez? Manj je ful mrzla. In ledeniška, Tole je še v redu, tale je še v redu. Ko pridemo pa malo bolj globok, bo pa... Drugače kar mrzlo, no, Drugače. kaj pa soča. Ja. Krompolji, pusti. Pa tok ima tudi, a ne? Ful je toka. Dobar, velika prednost, če si velik. Tle na sredin ga čist. Ta del tle je najbolj zajeben, ker je najbolj globok. Ne, saj ne bo. Nimaš spet močni not. Nismo še na koncu. Sam tle je bolj v izi, tle je sam še tako. Nis do kolen noter. Do modrega bazena, torej Blue Pool. In meni je vse skupaj en tak velik tolmun v Soči. Pač isto je. Edina razlika je v bistvu ta, da imaš kaj nadležne sandflye, ki se jih ne moreš znebiti. Več pa nič, kristalno čista voda, res vidiš. Opa,
folk se kopa, tako v redu je, no. Mrzla je pa liha ne toliko soča, pač, ker je ledeniška reka, tako da lušten. Mislim, da imava vsak glih kar srečo, ker že v bistvu je kar sušen zdaj, no, že nekaj dni ni padal dež, tako da je bila zato voda dosti nizka, da sva šla še dokaj normalno čez, v bistvu v normalnih cunah. Niti do pasu niso rabila iti v vodo, ja. Ja, je pa tako, itak je samo ta prehod, potem pa že prideš do Blue Poolsov. Tako da rabiš samo enkrat prečkati preko. Tako, ja. Lušten. Lušten. In potem hitro čez drm in strm do prenočišča. Ampak so nama malo žlajfi pregoreli na Binkotu. Spet. Tako da, ko se posmodi ven, nimaš druga, kakor da greš tudi ti ven na en sprehod. Tlele sem imela srečo, da je bil slab kuj zraven tega postanka, tacaj so jo bremze ohladile, pa pičimo dalje, a ne? Pretežek je Binko, pretežek. Drugače bi pa pokomentirala midva še eno stvar, kar se tuša in teh stvari v Binkotu tiče. Ne boste verjeli v bistvu, koliko ta stvar prav pride. Se veva, da je čisti overkill, pa da se da s full manj preživeti, ampak če si tukaj za eno leto, po moje delaš kriminal, da si ne kupaš nekega campervana za tušen. Ker zdaj na tem območju, ko sva, so samo dog campi, če imajo WC, je že veliko. In tako, ko si cel dan po pohodih, veš prešvican, namazan od kreme, vst masten in za piko na i so vzuni še te gadni in tečni sandflyi. Lepo se zapreš sem noter, stuširat se greš, vse zelo te slišali Sindika, v kakšen tuš pržgala, no, to je to. Stuširat se in si čist za naslednji dan, ful je fajn. Bindek z ribenca doma. Ne vem, če so oni slišali, kako se najin tuš sliši. Vodo moramo pa šparati. Vodo je pa treba šparati. Evo, poslušaj. Poslušam. Še. No. Krop! Ja, sklop si ga. Ja, druga stvar so pa te sandflyi. Vzuni ni za biti, saj bi šel človek ven na stol, ampak te toliko obletavajo in pikajo. In sva res, samo toliko sva hvaležna za tega Binkota. Tle se lahko sedeva noter, evo, kuhava si večerjo. In to je to, zaprt si noter, fajn je, cool je. Hvala, Binko. Drugače pa, ko govoriva, da je novozelandski sonce na steroidih, tole je izkupiček današnjega dne, kljub celodnevnemu mazanju s kremo s faktorjem 50+. Sva pa iz tega kempa doživela še eno izmed mnogih lepot, ki jih ima za ponuditi naša mati narava in Nova Zelandija. In prepričana so tudi, da je bila to 1 na milijon varianta. Se pravi, sončni zahod, istočasno pa polna luna, ki je šla čez zasnežen Mount Hooker, pač naravnost fantastično. Ampak tole je pa kul, ne? Da ti v bistvu sam semafor pove, koliko imaš še, koliko minut boš še čakal, ja. Samo da ni to una fora, ki je 30-minutno zapiranje ceste. Ja, tis pa ni fleten, ne. Nov dan, novi razgledi, novi pohodi, nove dogodivščine. Danes si greva ogledat prvi ledenik verjetno, ne? Ja, če ga bova videla, kaj je kar oblačen. Ja, bomo videla kva v zrebenem. Ste videla to linijo med... Ja, prišla sva do morčka, evo ga morčka, na West Coastu. Noro. Lepo je, sam še sonček se manjka. Bolj tečen kako mar. Bom te spusnil, kako jih imaš na sebi. Vi to vidite, midva sva našpricana za sprejom proti tem sandflyem, ampak gledajte, koliko jih ima on takole, klele. Tako, 300 milijonov. Evo, nariti. Ja, pihajo. Ja, oblaki so se ujeli v Alpe, zdaj pa ni lepega razgleda. Jutri bi bil sicer dež, tako da danes bomo sicer malo bolj natempiran plan, da probava v bistvu za 2 dni stvari spraviti v en dan, ker jutri bova verjetno mogla biti kar lepo
v kampu, ker je napovedanih 80 mm. Ja, 100 mm. A 100 mm, ja. Tako da zato pa hitro pomagajte malo pihati, da tole odpihne. Kot so neumne. Pač, pa je to, no. Glej te oblake. Ja, sej tam dol je sonce, ampak nad To morjem. dol je jasno, ja. Pa gledaš to tle, čakaj sem, da izostrim. Kaj je to tle? To je kar nekaj. Ja. Midva sva potem res drvela gledati ledenike zahodne obale, ampak le ti si res zaslužijo svoj vlog, tako da naslednjič. Med enim in drugim ogledom pa malo lepot van lifea za zadnji del tega vloga. Sam za pohode delati moraš imeti pa tudi nekaj moči in kakor sva že rekla, lepota campervana je to, da se lahko ustaviš praktično kjerkoli in kuhaš. Tako da danes na menuju steak, ker je bil zelo pocen. To ne moreš verjeti. Steak je skoraj najcenejša stvar v trgovini. Se pravi, tale je bil $16 na kilo, kar je približno, dajmo reči, 8 evrov na kilo. To je noro. Pač, ne vem, svinjski vrat, ki je pri nas najbolj cenjeno meso, je tukaj dražji. To je samo noro. Jaz sem ti nekaj pripravil. To pa bom Ponč pojedina klele sred parkirišča. No dobro, danes imamo še vsemi lep razgled, kele na krave. Če greva na nov pohod, zdaj se najema in pa greva na pohod. Tako, evo, dober tek. Hvala Ponč, činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Nova Zelandija je fletna, se pravi, veliko prenočišč je zastonj takole v campervanih in če ste kaj spremljali vloge, ste videli, da marsikjerga od teh bi jaz ocenil kar za 5 zvezdičen prenočišče. Ampak, kar pa ne vidite, je pa to ozadje. Včasih se je treba kar zelo pomatrati, da prideš do tako lepih prenočišč, ne Cindy? Ja, in čaka naju dejansko 18 kilometrov čistih lukenj, ovinkov in pa vzponov in spustov. Tako da zabavna pot. Skozi deževni gozd. Skozi deževni gozd. Je pa lepo. Je pa lepo. Takole smo ga z Binkotom kruzali čez gozd, da sva prišla do dog campa. Tale dog si drugače res zbira, kam postavlja tele kempe. Ampak razen poti se ni zaprtoževati. Sam poglej ta razgled na morje in v ozadju na Mount Cook, najvišjo goro Nove Zelandije. Tudi to smo obiskali v temle vlogu. Govoriva od teh peščenih muh, pač sandfliesov. In to je res nadležno. Pač to leti cel dan klele na zahodni obali, to je noro. Pač našpricana sva, ampak to je pač neumorno. Čakajte, bom nehala mahati, pa bom pokazala. Kljub temu, da sva našpricana, pač to ti leti v oči, v brz, vse povsod grejo. Evo, čakajte, po mojem se bo videlo. Evo, ujela sončen zahod. Ujela je sončen zahod, pa prišla na plažo, to je zdaj zahodna obala, tako da ful luštim, ko bom imela neverjetne sončne zahode. In še nekaj se je zgodilo. In sicer, koliko je tih sandflyev. V mestnem cajtu so gore pokukale ven iza oblakov, tako da ne navte mislili, da jih ni, da sva se zlagala. Južne Alpe, evo jih, so pokukale ven. Še sreča, da je malo naplavljenega lesa na plaži, da sta se lahko v miru usedla in opazovala sončni zahod. Naslednji dan pa seveda že nove dogodivščine. Ta lepa narava za nama pa naju že pospremlja v naslednji vlog, kjer si bomo pogledali ledenike Nove Zelandije. Tako da vabim vas, da se naročite na najin kanal, da česa ne zamudite. Pa napišite spodaj kakšen komentar, bova ful vesela. Do naslednjič pa, kakite ano! Kakite ano!